219 tekem v prvi ligi Telemach, 8 nastopov za Slovenijo, uspešna kariera v tujini, predvsem pa uresničitev sanj nekdaj 6-letnega fanta, ki se je od Rač prebil do svojega najljubšega kluba in z njim igral tudi v Ligi prvakov. V Račah nas je le nekaj mesecev po slovesu od profesionalnega nogometa gostil Martin Milec. Še naprej je zaljubljen v nogomet, pri 34 letih pa tudi zaradi vseh težav s poškodbami ne igra več na profesionalni ravni. Prepričan je, da lahko v nogometu še veliko da, o svojih začetkih, največjih uspehih in prihodnosti pa se bo razgovoril v naslednjih minutah, ko bo razkril tudi številne stvari, ki jih o njem še ne poznate. Obiskali smo Rače, kjer po, lahko rečemo, profesionalni karieri nogometno pot nadaljuje nekdanji kapetan Maribora, slovenski reprezentant Martin Milec. Martin, najprej se morda samo zazreva to, kar se je zgodilo, lahko rečeva zdaj včeraj. Gledalci bodo sicer kasneje gledali, pokalna tekma, Rače nadaljujejo svojo pot. Že lani se je ta klub predstavil v zelo dobri luči, predvsem na tistem gostovanju pri Bravu. Je to neko nogometno okolje? Pa ja, mislim, da že lanska sezona lahko rečem, da je bila zgodovinska za ta klub. Zelo daleč smo prišli v pokalnem tekmovanju, ja, izpadli potem od Brava, osvojili to 4. MNZ ligo in se uvrstili v 3. ligo. Letos pa ja, zaenkrat mislim, da smo lahko zadovoljni. Mogoče ne toliko z samimi rezultati, točkovno, ampak glede igre, glede vsega, pa mislim, da smo lahko zadovoljni. Ja, to je nogometni kraj, bom rekel, to je nogometna občina, ne nazadnje. Imamo tudi ogromno otrok v našem klubu, tako da ja, smo nogometni kraj in tudi številke gledalcev na naših domačih tekmah to potrjujejo. Imamo res številne navijače, ki nas podpirajo, ne samo doma, tudi na gostujočih tekmah in mislim, da smo lahko izredno veseli in ponosni takih obiskov. Verjamem pa, da tudi mi njih nekako silimo, da nas prijejo spodbujati sploh z našimi rezultati. Omenil si zgodovinska sezona, pa lahko rečeva tudi letos, kar se tiče poletnega prestopnega roka, zgodovinski prestopni rok. Malo kdo je pričakoval, najverjetneje še, če greva 365 dni nazaj, da se bo otrok tega kluba vrnil domov. Ja, ali je bil dogovor ves čas tak? Ne, mislim, dogovor, bom iskreno povedal, da pač ljudem, ki so tu v klubu in tudi igralcem, ki jih poznam že odprej, ljudem, ki delajo tu, pomagajo tudi ne nazadnje temu klubu, sem dejal, da pač glede na to, da sem kot 6-letni fant začel v tem klubu, da bi rad tudi tu končal. Mogoče je res nekako prišlo malo, ne bom rekel prehitro, ampak hitreje od mojih pričakovanj. To je dejansko res, da sem prišel že tako hitro sem, ampak ja, pač glede na moje poškodbe, glede na vse, kar me je pestilo v zadnjih letih, mislim, da je vseeno odločitev bila nekako pravilna. Ja, zdaj sem tu, vrnil sem se, da tu končam tisto, kar sem začel pri 6 letih. In ja, ne nazadnje moram reči, ne samo jaz v tem prestopnem roku, tudi drugi igralci, kateri so prišli. Pa nekateri so že bili tukaj, ne? Tisti Curih, ja, sem ravno hotel nadaljevati, tudi tisti, kateri so že bili tu. Imensko, ja, imamo zelo dobro ekipo z igralci, kateri smo dali skozi marsikaj. Ne samo v slovenski ligi, tudi v tujini. In ja, po eni strani zelo lepa zgodba, po drugi strani pa se vseeno moramo tudi zavedati, da glede na pač imena, ki jih imamo, smo pa zato na vsaki tekmi nekako, bom rekel, tarča vseh klubov, vsi si želijo dokazovati in se dokazati proti nam. Tako da noge niso navarne? Noge kdaj niso navarne, ampak vseeno. Ja, pač situacija je taka, da se moramo tudi tega navaditi, da smo nekako ne zaradi rezultatov, ampak zaradi imen, bom rekel, favoriti, mogoče dejansko skoraj na vsaki tekmi, ampak na koncu, ko priješ na igrišče, imena ne igrajo, na koncu moraš to tudi dokazati. Mogoče kateri fanti, recimo, ki so do zdaj bili v tem klubu in so mogoče med mlajšimi, tega do zdaj niso bili navajeni, ampak
mi smo zato tukaj, da jim pomagamo, da spravimo mogoče ta klub še na višji nivo. In ja, zaenkrat je vse super, s fanti se odlično razumemo, s tistimi, kateri so že bili tukaj. Tudi tisti nekateri, mogoče kateri so v letošnjem prestopnem roku odšli, ampak so temu klubu dali tudi ogromno. Na njih nikoli ne smemo pozabiti, tudi oni so bili del lepih zgodb v preteklosti, kateri so ta klub tudi spravili do tega nivoja, na katerem je danes, in tudi njim normalno seveda ena velika zahvala. Če se vrneva še v tiste spomladanske mesece, ko si še bil član Maribora, veva, da se v nogometu vse razveje. Blizu je bila tudi selitev v Aluminij, pa najverjetneje potem Rače. Vemo, Josip Iličić je šel v Koper, pa vidimo, da ga pestijo poškodbe, da je težko ostati na nekem nivoju v prvi ligi. Kaj je bilo tisto, kar je pretehtalo pri tebi, da se nisi odločil, da bi ostal v prvi ligi Telemach? Pa ja, bila je nekako zgodba, je šla nekako vsaj pri meni, oziroma tudi pri nogometnem klubu Aluminij. Smo že imeli sestanek, da bi nekako nadaljeval tam. Definitivno ne kot igralec, ampak kot ne vem, vodja nogometne šole, oziroma bi prišel tam kot neko pomoč v nogometni šoli. Ampak ja, na koncu sem se pač odločil, da ostanem tukaj, ker se mi nekako zdi tudi naravna pot taka, da moraš začeti nekje na nižjem nivoju in potem, če bom imel željo, potem pač rasteš z svojimi izkušnjami. In mislim, da je to nekako tudi prava pot, da začnem tukaj. Tako sem rekel, v manjšem klubu, realno tudi manjšimi cilji, kot bi jih imel oziroma imeli na nogometnem klubu Aluminij. Tako da jaz mislim, da je to nekako naravna in prava pot, zato sem se tudi odločil tako. Ne nazadnje sem tudi želel pomagati, tako sem dejal že na začetku, mojemu klubu prvemu, Račam. Ne gre pa tu, ne morem pa tu mimo tega, da se ob tej priložnosti ne bi zahvalil tudi nogometnemu klubu Aluminij. Ne samo za to ponajeno priložnost, katero so mi dali zdaj ob koncu kariere, ampak tudi za vsa tista leta, ki sem jih preživel tam v njihovi nogometni šoli in kjer sem se pač dejansko naučil tudi vsega. Če greva 6-letni fant v Rače, potem zgodaj k Aluminiju, tam si ves čas izstopil, lahko rečemo, tisti, ki smo spremljali nogomet, generacijski talent, potem klic Zlatka Zahoviča, pa tujina, pa povratek nazaj, pa Liga prvakov. Je že bil čas, da si doma na kavču ob družini razmišljal o vsem, kar si dosegel v nogometu? Ja, pa ne. Še reprezentancu sem spustil, seveda. Sem pa nisem. Dejansko v tistem, bom rekel, po tisti zadnji tekmi proti Nafti sem bil kar dosti na morju. Ni bilo časa razmišljati o karieri za nazaj, ampak mislim, da bo časa še dovolj. Vem, kaj sem dosegel, to sem že dostikrat tudi povedal, tudi pri tebi, takrat v studiu. Vem, kaj sem dosegel v karieri. Nikoli nisem imel ne vem kakih želj. Tisto, kar sem si nekako želel, oziroma sem čutil, da bi mogoče lahko dosegel, sem dosegel, na to sem ponosen. Ampak ja, kar je bilo. Spomini bojo lepi, bojo ostali. Zdaj pa gremo na nove poti, da probamo, oziroma da želim si, da bi nekako poizkušal predvsem mladim pomagati na njihovi poti, kateri normalno bodo želeli priti do nekega nivoja, pomagati na vse mogoče načine. In to mi je za nekako trenutno največja želja. Vidiš pri mladih veliko razliko s tisto tvojo generacijo, sploh pri teh nekih željah? Redki so tisti, ki imajo zdaj željo, da bi pa igrali za nek slovenski klub. Vse tako se opazi na terenu, ker je toliko tujega nogometa na televiziji, vse je dostopno. Ja. Kako morda to spremeniti, da bi bili ljudje vseeno bolj navezani, tako kot so na primer naši starši, pa tudi mi smo bili na domač nogomet? Ja, jaz mislim, da pač v naših časih je bilo to tako, da je, tako kot si sam omenil, dosti manj je bilo že na splošno nogometa po televiziji. Tudi slovenska liga realno se v tistem času ni toliko predvajala po televiziji. Ja, vsak obisk tekme je bil praznik. Ja. In ja, zdaj pač otroci danes imajo
na voljo vse in pač normalno je, da ko pogledajo ali na YouTubeu ali na televiziji neko tekmo in vidijo pač, ne vem, Neymara, Messija, Ronalda, te igralce, normalno potem hodijo tudi z dresi. Naravno, na to bi se rad navezal, ne vem, z veseljem grem v Dalmacijo. Letos tudi sem imel, hvala Bogu, to srečo, da sem lahko odšel končno prvič na tekmo Hajduka. In ravno to me recimo v Dalmaciji najbolj fascinira, da vsi nosijo drese samo Hajduka, ne recimo Neymara, Messija, redko kdaj vidiš na ulici otroke, ki bi nosili te drese. Nekako si želim, da bi tudi mogoče vsaj tu pri nas na Štajerskem nosili otroci drese Maribora in ne toliko Neymara, Messija. Razumem tudi njih, vem, da imajo svoje vzornike in vse, ampak tu mogoče bi nekako se tudi lahko navezal na moj prejšnji klub Maribor. Mislim, da pač se moramo vsi skupaj zavedati, da veliko igralcev, ki potem prihaja v največji slovenski klub v Maribor, da prihajajo iz okoliških klubov. In tu mislim, da mora biti nekako vzajemno sodelovanje, pomoč. Mislim, da mora biti tu oboje stransko. Tudi zdaj ne nazadnje, ko smo videli to akcijo, ki so izvedli NZS z temi dresi, kjer so igralci trenutne reprezentance začeli igrati nogomet. Redko kateri, razen Šporarja in Mlakarja se ne spomnim, ki sta začela v Olimpiji in Domžalah, vsi ostali so začeli v manjših okoliških klubih, kot je. Ja, tudi Šeška smo videli, kje je začel. Recimo tu v Račah, tudi Dejan Petrovič recimo je začel tu in bil predstavljen z dresom Rač. Tako da ja, zavedati se moramo, da čeprav taki klubi, kot smo tu, če nimamo pomoči sponzorjev oziroma ljudi, ki dejansko pridejo in nam pomagajo tudi brezplačno pri postavitvi nekega turnirja, tekem, vsega, dejansko ne moreš preživeti. In tukaj jaz mislim, da se moramo zavedati, da smo ti manjši klubi vseeno tisti, katerih mora biti neka beseda priznana tudi z naše strani. Ja, tu lahko gremo tudi na ozor, samo nekaj kilometrov, v bistvu bolj severno, kot sva zdaj na Avstrija, v nižjih ligah, kar sponzorsko podprta, tako da bo potrebno to tudi spremeniti, kar se tiče z neke pomoči države. Ja, definitivno. Ogromno smo tudi v našem klubu debatirali o tem, tako sem omenil, težko je pridobiti neke nove sponzorje oziroma ljudi v svoj klub, če normalno tudi oni nimajo nič od tega. Razumem osebno tudi njih. Normalno pa je, da vem pa tudi, da se že dolgo srečujejo z istimi problemi. Vem, da tudi že dolgo želijo preko države dobiti mogoče neko drugo, neko dodatno pomoč, ampak zaenkrat mislim, da se še ni šlo to v nobeno smer. Ne verjamem tudi iskreno, da bo to v bližnji prihodnosti tudi se zgodilo, ampak jaz si želim in upam, da se bo enkrat tudi to spremenilo. Če pa greva še na te drese, pa se pošaljiva, reprezentanca pa ima zdaj nek kult, kar nas lahko veseli, ker na tekmah reprezentance pa res vidimo samo drese slovenske reprezentance, tako da se pa nekaj dela v pravo smer. Ja, definitivno. Jaz mislim, da je tu k temu najbolj pač pripomoglo tista uvrstitev na Evropsko prvenstvo, na katerega vemo, da je šlo tudi ogromno Slovencev in verjamem, da nobene ni šel tja brez vsaj nekega slovenskega artikla, ali je bil to dres, ali neka majica, zastava, šal. In ja, hvala Bogu, da so taki prizori. Normalno, zdaj, če smo že pri tem, vemo, da sem iz Štajerske. Upam, da bo mogoče katera tekma tudi tu v Ljudskem vrtu pri nas. Vemo, da je Štajerska, ne samo Maribor, na splošno Štajerska, nogometno mesto oziroma nogometni, bom rekel, severni del oziroma severovzhodni del, da je res nogometno obarvan in res si želim, da bi lahko kdaj še spremljali tudi tekmo slovenske reprezentance v Ljudskem vrtu. Ja, jaz mislim, da se bo to zagotovo zgodilo, sploh zdaj, ko Ljudski vrt ustreza vsem zahtevam. Če greva še v kariero, taken mini izziv imam. Lahko opišeš neke občutke, ki si jih imel, koliko še spomin to dopušča, naprimer ob golu proti, mislim, da Rubin Kazan. Rubin Kazan, ja. To je v Evropski ligi, potem asistenca Marcosu Tavaresu proti Sevilji v Ligi prvakov, pa debi v reprezentanci. Kaj gre takrat po glavi nogometaša?
Ja, zdaj za prvi gol, kar se najbolj spomnim, je, da sem tisti dan imel rojstni dan in sem gol res dosegel na svoj rojstni dan. To vem, da se to spomnim. Spomnim se potem tudi tega, nažalost, da smo tekmo izgubili. Vem, da sem potem po tekmi tudi nekatere soigralce povabil na pijačo. Kljub porazu vem, da zdaj, ko pogledam za nazaj, vseeno mislim, da je bilo to prav. Vseeno je rojstni dan, ampak v tistem večeru smo imeli kar neke male, bom rekel, težavice z določenimi navijači, ker smo pač zunaj posedeli malo dlje, kljub porazu, ampak verjamem, da zdaj recimo v tem trenutku to navijači razumejo. Tada, za tisti prvi gol je nekako prva asociacija to. Za tisto podajo Tavi, samo ko pomislim za nazaj, vem, da je bila celotna akcija, ker se spomnim od začetka do konca, je bila res vrhunska. Od podaje do pač tistega mojega mini driblinga oziroma centra, bom rekel, napladen Tavi. Mislim, da je bilo celo za vodstvo. Pa če se spomnim, ste se še šalila. Ali si ti bil morda na novinarski ali nekaj, da boste probali nekako dati kapetanu možnost za da gol v Ligi prvakov? Točno, ja. Ker je toliko dal Mariboru, toliko golov v kvalifikacijah, manjkala je pa pika na i. Res je. Moram reči, da šalili smo se verjetno tudi glede večerje, še zdaj nisem dobil, toliko da lahko povem. Nič brazilskega žara. Ja, nič, še vedno. Tako da ja, spomnim se tudi, da smo tisto tekmo odigrali res na vrhunskem nivoju in bili dejansko boljši tekmec proti Sevilji. Nažalost prejeli tisti nesrečen gol na 1-1, ampak vrhunski spomini, lepi spomini, tako tudi na prvo tekmo v reprezentanci. Vsako tekmo oziroma vsako minuto, katerih ni bilo veliko za reprezentanco, ki sem jih preživel na igrišču, so dejansko sami lepi spomini, ne samo prva tekma, ampak vsaka minuta, ki sem jo preživel z najboljšimi slovenskimi igralci na terenu, so bili zame ena velika čast. V veliko čast si, zdaj ko pogledam za nazaj, si štejem tudi to, da sem bil dejansko zraven igralcev ene zlate generacije, še zraven tistih, zraven Samirja, Brečka in vseh ostalih, Cesija in Joke, ki so dali skozi tisto svetovno prvenstvo in zdaj z večino igralcev, kateri so zdaj v tej reprezentanci, kateri so se uvrstili na Evropsko prvenstvo. Tako da sem bil, bom rekel, v medprostoru. Ja, v medprostoru na obeh straneh in to si štejem tudi res v eno čast in hvaležen sem pač vsem selektorjem, kateri so mi ponudili priložnost in normalno, še vedno sem velik navijač reprezentance. Žal na tekme priznam, da ne hodim toliko redno, ker pač imam tudi sam, še vedno stvari in sem v nogometu še vedno vpet, kot smo povedali. Ampak normalno sem velik navijač, navijam za njih in upam in želim si, da bi tudi njim uspelo po evropskem zdaj še na svetovnem prvenstvu. Zdaj pa greva še v prihodnost. Omenil si prej, da je bila že ponudba Aluminija. Kam te vleče v nogometu? Funkcionar, kot morda Blaž Vrhovec pri Mariboru ali bolj v trenerske vode? Glede na mentorje si predstavljam, da si kar nekaj povlekel od trenerjev, ki si jih imel. Moram reči, da zdaj, ko smo že pri trenerjih, dostikrat sem že omenil, da trener recimo, oziroma trenerja, ki sta mi dala nekako največ v moji karieri, sta definitivno bila Darko Milanič in Ante Šimundža. Trener Milanič mi je že 5-6 let nazaj dejal, da se mu zdi, da bi lahko bil, ko končam kariero, izjemen trener. Samo smo sicer takrat rekel, da se v tem ne vidim. Tudi zdaj zaenkrat me v to smer še ne vleče. Sem sicer prijavljen in novembra začnem z pač to prvo C-licenco, in katere se bom normalno udeležil. Želim si nekako priti do te licence A-licence. Bolj me nekako trenutno zanima delo v drugačnih smerih kluba, ja, tako kot si omenil. Zdaj v kakšni vlogi dejansko še nimam ravno sprocesirano. Je pa dejstvo, da nekako glede na to, da mi je klub vseeno, oziroma nogomet vseeno dal dosti, bi rad vseeno z nekimi svojimi izkušnjami rad tudi nogometu nekaj vrnil. Predvsem mladim, sploh glede na to, da tudi moj sin zdaj že trenira nogomet, tu pri Račah. Ravno tukaj si ravno želim, pač tudi z vodjo nogometne šole tu v Račah,
kateri je tudi moj soigralec in kateri je na tej poziciji zdaj že dolgo in dela izjemne stvari. Tudi njemu želim pomagati nekako, da bi nogometno šolo tudi tu v Račah dvignili na eno še višjo raven. Upam in želim si, da bomo pridobili čim več tudi novih otrok. In ja, zdaj nekako v tej prvi stopnički moje nove poti, bom rekel, je nekako želja to, da najprej pomagam mladim, se tukaj tudi učim, dejansko pa kot trener, vemo, marsikateri igralec je po koncu kariere dejal, da se v tem ne vidi, pa je potem na koncu bil ne samo trener, ampak izjemen trener in nikoli ne reče nikoli, ampak trenutno se vidim v drugih sferah nogometnega kluba, bom rekel. Martin, kjerkoli boš, naj bo uspešno, dokler pa igraš, pa naj predvsem poškodbe se te bolj ognejo, kot so se te v zadnjem obdobju v prvi ligi. Ja, najlepša hvala in hvala za vaš obisk v našem kraju. Z veseljem. Hvala.